V tem video vodiču o tem, kako v orodju Screenpal, ki ga uporabljamo za pripravo, snemanje in urejanje spletnih tečajev, delamo in upravljamo z video posnetki. Hvala, Maruša z.dogodek.si tukaj in video vodič, ki se ga boš ogledal, je del obsežnejšega video vodiča, ki ga najdeš v spletnem hubu za e-podjetnike. Torej, video vodič, ki ga pravkar gledaš na YouTube kanalu, je torej v bistvu samo uvodni del, kjer te seznanim z osnovami, predstavim neke osnovne koncepte in pa v bistvu razložim, zakaj je neko orodje primerno in uporabno v našem edukacijskem biznisu. Praktični del, torej preostanek video vodiča, pa je v celoti na voljo torej v spletnem hubu za e-podjetnike in sicer gre za članski program, v katerem solo podjetnike in manjše organizacije podpiram pri strateškem in pa tehničnem razvoju njihovega spletnega edu-biznisa. Če te torej tudi tebe zanimajo tovrstna orodja in pristopi, potem te seveda vabim, da se mi pridružiš. Začneš lahko varno in brezplačno na e-dogodek.si, pošiljnica brezplačno oziroma brezplačno. Aktiven link za brezplačen dostop pa najdeš tudi spodaj v opisu pod tem videom. Torej, čisto na kratko najprej Screenpal, če se slučajno srečuješ z njim prvič. Screenpal je orodje, ki je, bom rekla, v prvi vrsti primerno prav za izobraževalce oziroma za izobraževalne vsebine in torej tudi za spletne tečaje. Uporabljajo ga številni edukatorji tudi iz formalnega šolstva po vsem svetu, tako da v bistvu je prilagojeno, jaz temu rečem, za naše edukatorske možgane, ne pa za neke video montaže in podobno. Skratka, ne temelji toliko na tem, kako, urejati posnetke, kot bolj na tem, kako jih pripraviti čim bolj učinkovito, da je na koncu čim manj urejanja, predvsem pa v bistvu z vsemi temi dodatnimi orodji, kot je recimo storyboarding orodje, nam olajša tudi tisto, kar je ključno pri spletnih tečajih oziroma pri video lekcijah, da imamo možnost, da spišemo oziroma pripravimo ta naš storyboard. Tako da v bistvu Screenpal v osnovi torej predstavlja, torej poleg tega, da lahko v njem snemamo video lekcije za spletne tečaje, to se pravi, da dejansko pripravimo noter in pripravimo in posnamemo in še sfinaliziramo spletni tečaj, da so potem narejene neke take video lekcije, ki jih lahko naložimo v spletne učilnice. Poleg tega lahko pa, torej ni nujno, da snemamo samo direktno v tem orodju, lahko v tem orodju samo pripravimo, bom rekla, ta storyboard, in pa potem noter pripravljamo druge vsebine. Recimo lahko so to vsebine za socialna omrežja oziroma neke druge, recimo mogoče neki video vodiči, ki jih dajemo na YouTube in podobno. Skratka, neke vsebine, ki so pa lahko tudi, bom rekla, bolj izobraževalne narave, ker nam recimo, kot kaže glede na slikci, orodje seveda omogoča, da dodamo tudi razna pojasnila, razne dodatne usmeritve na ekran. Poleg tega pa, kot sem rekla, ni potrebno, da nujno snemamo zadevo tudi noter, že direktno noter, ampak lahko v sam program uvažamo in pa obdelujemo posnetke iz drugih, bom rekla, nekaj, ki smo jih posneli nekje drugje. Zdaj, najbolj tipične v edukatorskem svetu med spletnimi edukatorji so posnetki, ki jih naredimo s telefonom. To pomeni, da smo lahko tudi video lekcije ali pa karkoli drugega snemali s telefonom, pa jih potem uvozimo noter, to se pravi nekam v naš storyboard, v ta naš scenarij noter, ali pa jih obdelujemo čisto ločeno. Recimo v Zoom posnetki so ena taka zadeva, kjer recimo, posnamemo kakšno srečanje, pa bi pa radi odrezali določene dele, kjer so se pojavljali mogoče udeleženci ali pa zameglili, slike udeležencev, mogoče dodali neke pripise na ekran, ali pa enostavno samo združili mogoče več delov Zoom posnetkov, če smo recimo pritiskali pauzo na Zoomu. Screenpal je sicer v osnovi na voljo kot tudi na brezplačnem planu, oziroma omogoča pač brezplačno uporabo, seveda z določenimi omejitvami, to se pravi, ena od omejitev je snemanje do 15 minut, kar recimo načeloma za neke video lekcije popolnoma zadošča. Česar nima v brezplačni verziji, je ravno tisto, kar je ključno za izobraževalne vsebine in za spletne tečaje, to je to storyboarding orodje, tako da iz tega vidika vsem priporočam plačljivo verzijo, to se pravi, zadošča že tista verzija, ki stane, $3 na mesec, zdaj v času, ko tole snemam, oziroma $36 na leto, oziroma €6 na ob mesečnem plačilu.
Poleg tega orodje omogoča tudi gostovanje videov, tako da je primerno tudi za tiste, ki delate, ki imate mogoče spletne tečaje na WordPressu, pa rabite posebej še gostovanje, ker lahko pač te videe potem direktno, neposredno, ko jih posnamete, naložite tudi na njihovo platformo, na varno gostovanje v smislu, da dosežete opcijo, da se ne vidijo linki do videa. Da se urejati, da se skratka marsikaj, tako da v bistvu to, kar bom zdaj pokazala, pravzaprav v nadaljevanju, kar bo v tem videu vodiču prikazano, se da vse testirati in vse sprobati oziroma narediti tudi na brezplačni verziji. V nadaljevanju se bom dotaknila oziroma bom uporabila dve besedni zvezi, to sta videoprojekt in pa videoposnetek, zato na tem mestu čisto na kratko, ena taka kratka razlaga, kaj je pravzaprav bistvena razlika. Bistvena razlika je v tem, da videoprojekt, vsaj v okviru Skripala, pomeni odprta delovna datoteka, kar pomeni, to je datoteka, ki jo šele obdelujemo. Zdaj, ali to šele pomeni, da bomo jo posneli, ali to pomeni, da noter šele pišemo naš storyboard, lahko to pomeni, da imamo že posnetek, ki ga urejamo, skratka, to je naš projekt, je tako ena taka odprta zadeva. To se lahko predstavljaš tudi tako kot recimo Word pa PDF. Word je delovna datoteka, PDF je pa potem datoteka, ki jo zapakiramo na koncu. Skratka, v Wordu lahko urejamo, brišemo, lepimo, barvamo, potem pa zadevo zapakiramo v PDF, kjer bi pa lahko vzela primerjati s tem, da dobimo potem na koncu ven videoposnetek in videoposnetek, torej to je pa to video datoteka, običajno je to MP4 datoteka, bodi se na računalniku ali pa na mobitelu, in tak videoposnetek lahko potem nalagamo kamorkoli želimo. Videoprojekta ne moramo naložiti, videoprojekt je datoteka, ki zahteva, da imamo vsi skupaj Skripal, oziroma tisti, ki jo želimo odpreti, medtem ko videoposnetek lahko pogleda vsakdo, ki ima kakršenkoli videopredvajalnik na računalniku ali telefonu. Ok, torej, kaj si bomo pogledali, oziroma kaj lahko celo predelate skupaj z mano. Prva stvar, ki bomo pogledali, je uvažanje videoposnetkov, torej, in pa videoprojektov. Torej, v prvem primeru, ko govorim o uvažanju videov, pomeni, da uvozimo video, ki smo ga posneli nekje drugje, ali pa ker nam ga je nekdo drug za nas posnel. Skratka, to je lahko video, ki smo ga posneli s telefonom, lahko je tudi video posnetek, ki smo ga naredili v Zoomu, lahko je to video posnetek, ki nam ga je naredil snemalec. Hkrati pa lahko uvažamo noter tudi videoprojekte, to se pravi, to so pa torej te naše odprte datoteke, kar pa pomeni, recimo primer je, ko jaz pripravljam recimo za stranke, bom rekla, storyboard in v bistvu potem stranki pripravljen storyboard dam, da ga vozi noter in dodela, posname zadeve in tako naprej. Druga zadeva je kopiranje in premikanje videoprojektov, skratka to gre potem, ko smo v samem urejevalniku, ko delamo s temi videoprojekti, torej s temi odprtimi delovnimi datotekami, se včasih želimo mogoče kakšno datoteko skopirati, zato da imamo za tako imenovan backup, torej za varnostno kopijo, recimo, da eno datoteko obdelujemo, pa bi radi pač kopijo najprej naredili, da če bomo slučajno karkoli zafrknili, da imamo en original. In pa premikanje videoprojektov, bom pokazala v bistvu, kako se da vse te datoteke v računalniku lepo strukturirati po projektih, recimo sama ločam po projektih, bom rekla, po nekih vsebinskih sklopih. Skratka, recimo, jaz imam sama v računalniku narejene zadeve, da recimo, ne vem, posnetki, ki so za socialna omrežja, so vsi zbrani na enem mestu, od posamezne stranke projekti so na enem mestu in tako naprej in tako naprej. Potem pa tretja stvar, ko naredimo en tak videoprojekt, ko ga zaključimo, ga je treba seveda izvozati oziroma objaviti, narediti torej ta videoposnetek. Torej iz videoprojekta narediti videoposnetek, to je pač zelo enostavna zadeva sicer, ampak vseeno pač pokažem. Gre za tako imenovano publishing, to se pravi, ko pritisnemo tisti gumb publish, da naredimo torej iz posnetka, iz projekta MP4 posnetek. In pa pokazala bom za dodatek tudi eno opcijo, kako lahko neposredno iz Skripala, to se pravi, ko naredimo tak projekt, ko se posnamemo, če smo se posneli za, bom rekla, promocijske namene, recimo sama na tak način delam z e-predavanji, pa praktično z vsemi ostalimi videi, ki jih nalagam na YouTube,
pomeni, da jih naložim direktno iz orodja, jih pritisnem en gumbek in grejo direktno na YouTube, kar pomeni, da mi to prehrani prvič čas, ker ne rabim datoteke najprej shranjevati na računalnik, pa potem iti na YouTube, pa jo tam nalagati, pa tam dodatno pisati zadeve, ampak dejansko vse podatke zadeva pobere kar iz Skripala. Po drugi strani pa prihranim tudi prostor na računalniku, ker v končni fazi ta datoteka, ki jo pošljem direktno na YouTube, ne zasedajo, ne rabim najprej zapakirati v video in ta video imeti na računalniku, ampak jo pošljem direktno na YouTube. Kot običajno, da še spomnim še na to varianto, da če gledaš tale video vodič v spletni učilnici, lahko tale video predvajaš tudi izven učilnice, tako da v bistvu boš video lahko gledal tudi kjerkoli drugje izven učilnice in lahko delal zadeve skupaj z mano, neposredno, direktno preizkušal v svojem orodju. Vse, kar rabiš klikati, je tistile mini player desno spodaj pri predvajalniku. V spletni učilnici pod videom najdeš tudi datoteko, ki si jo lahko preneseš na računalnik. Gre za eno vadbeno datoteko, zato da boš lahko delal za vajo tudi z mano, pa da imaš pač nekaj za uvažati in za delati na njej. Sem pa tako naredila, to se pravi vse te 3 sklope, ki sem jih predstavila, da jih bomo predelali. Po vsakem sklopu, torej po vsakem tem krajšem sklopu, se bo na ekranu za kratek čas, za 3 sekunde pojavila takale slika, tako da takrat lahko ustaviš video, zadevo preizkusiš pri sebi in potem nadaljuješ z videom, ker smo rekli, kar roke naredijo, si roke zapomnijo, tako da je najboljše to narediti kar takoj tekom gledanja videa. Ok, to je to. Če si predelal celoten video vodič v spletnem hubu za e-podjetnike, potem zdaj mislim, da si kar suveren v rokovanju, v upravljanju z datotekami in z vsemi zadevami znotraj orodja Skripal. Za zaključek pa mogoče 3 popotnice, in sicer jaz sem tukaj pristaš, manj je več, to se pravi, tako kot običajno, izberi naj eno orodje, redno ga uporabljaj, počasi da grejo znanje, skratka, eno orodje, pa da tisto orodje v bistvu probaš čim bolj izkoristiti. Zdaj jaz sama sem na podlagi svoje prakse, pa glede na to, da sem tudi sama spletna edukatorka, izbrala pač orodje Skripal. Pač moja strokovna presoja je, da gre za orodje, ki nam, spletnim edukatorjem, e-podjetnikom omogoča vse tisto, kar nujno rabimo, to se pravi od snemanja spletnih tečajev oziroma videolekcij za spletne tečaje do morebitnega snemanja kakšnih meditacij oziroma vodenih vizualizacij, tudi objave za socialna omrežja, za e-predavanja, torej webinarje, za mentorske feedbacke, torej za feedbacke v mentorskih skupinah oziroma v mentorskih vodenih programih oziroma coaching programih. Skratka, tole orodje res lahko izkoristiš na polno. Je pa tako, kot rečeno, redno ga uporabljaj, večkrat, ko ga uporabljaš, to se pravi, bolj, ko se, bom rekla, navadiš, da vse zadeve, ki so kakorkoli za posnet, narediš v tem orodju, lažje, bom rekla, bolj se navadiš, bom rekla, na samo orodje, na tehnologijo, točno veš, kaj moraš, kje klikati, kako deluje filozofijo, pogruntaš svojo, ugotoviš, kaj so tiste stvari, ki tebi delujejo, ki za tvojo vsebino delujejo, ki so tebi všeč, in potem počasi dograjuješ znanje. Skratka, začneš mogoče z, ne vem, čist preprostim e-predavanjem, slajdi pa, kjer daš mogoče samo slike, torej slajde pa govor, postopoma dodajaš, ne vem, govorečo glavo, potem govorečo glavo premikaš levo, desno, dodajaš druge elemente, skratka, počasi potem dograjuješ, tudi v končni fazi katerokoli drugo orodje, ki ga mogoče danes uporabljaš redno, vsakodnevno, ga verjetno 10 let nazaj nisi znal uporabljati v taki meri, kot ga uporabljaš danes. Drugače sem pa seveda v samem spletnem hubu za e-podjetnike ves čas na voljo za support v pomenkovalnici, to je pisni support, drugače tudi na voljo enkrat mesečno e-delavnice, Zoom e-delavnice, na katerih vadimo te zadeve. Dodala bom tudi govorilne ure, bi se rekla, skratka neke take tehnične posvete, kjer lahko vsak teden prideš pogledati oziroma preveriti oziroma vprašati, če kakšna stvar ne deluje.
Drugače pa, kot naredimo zate, pa so na voljo tudi storitve, kjer obdelamo posnetke, pa razni treningi 1 na 1, mentorstvo 1 na 1 in